Sem Teja Jarc, stara sem 27 let in trenutno se najbolj ukvarjam s tem, da sem aktivistka pri sindikatu Mladi Plus, torej znotraj Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, kjer naslavljamo predvsem vprašanja brezposelnosti mladih, prekarnosti dela. Se borimo za to, da bi nekako izboljšali položaj mladih v Sloveniji in seveda tudi na nekem mednarodnem nivoju. Mladi se ne sindikalizirajo, zato ker po mojem mnenju niti ne poznajo dovolj dobro tega pojma. Ker sindikalno gibanje postane nekaj mogoče samoumevnega, ko imaš ti neko redno, varno zaposlitev. Mladi danes tega niti nimajo. Mladi, če že delajo preko prekarnih oblik zaposlitve, torej preko avtorske podjemne, kjer ni tega kolektivnega duha, kjer nihče ne pristopi do njih, kjer se te delavci med seboj niti ne povezujejo in se ne borijo za skupne zadeve, ker jih trg dela v bistvu sil v to, da se borijo drug proti drugemu. In zato se nekako tudi vrednote solidarnosti, povezanosti, pomoči drug drugemu zaprisujejo in mi bi nekako tudi med mladimi radi vse te vrednote ponovno oživeli. Ja, povezovanje mladih iz različnih držav je danes nujno. Ne samo znotraj Evrope, ampak znotraj globalne sfere, v kateri živimo. Na evropski ravni smo mladi prisotni, po mojem mnenju, vedno bolj tudi v vseh politikah. Še vseeno pa nekako ne moram reči, da je Evropa neka celina mladih ali pa celina, ki bi delala predvsem za mlade. Preko različnih struktur, ki so na evropski ravni, tudi Evropskega mladinskega foruma, mladi smo združeni v neke platforme, kjer se povezujemo, kjer se posvetujemo, kjer na koncu ta mnenja sporočamo različnim evropskim institucijam, ampak še vseeno gre bolj za posvetovanja, ne gre ravno za moč odločanja. Jaz mislim, da postopoma delamo korake naprej in premikamo zadeve, ampak bi si pa tudi jaz večkrat želela, da bi bilo to veliko hitrejši proces. Največji premik v zadnjem času, predvsem na področju mladih in na ravni Evrope, je po mojem mnenju sprejetje Youth Guarantee oziroma sheme jamstva za mlade. Gre torej za obvezo vseh držav v Evropski uniji, da morajo mladi osebi v roku 4 mesecev, ko postane brezposelna, nekaj ponuditi. Ali gre torej za izobraževanje, usposabljanje ali vrnitev v formalno izobraževanje ali pa pripravništvo ali zaposlitev. Nekaj od tega jamstva naj bi torej mlada oseba lahko pričakovala. Nažalost je implementacija po mojem mnenju bolj šibka, tako v Sloveniji kot v drugih evropskih državah in pa finančni vložek, ki ga je Evropska komisija namenila za to, niti slučajno ne pokriva vseh potreb. Napačni odgovori na krizo so pripeljali do tega, da je kriza trajala veliko dlje in da še danes čutimo posledice. Zato se moramo vrniti nazaj k varnim in trajnim oblikam zaposlitve, nazaj k dostojanstvu za delo in za delavca, tako da kar mi poskušamo doseči je ravno to, mladim predstaviti, da zaposlitev za nedoločen čas ni utopija, ni nekaj iz preteklosti, ampak je lahko in mora postati tudi naša sedanjost.